Preiskovalna komisija za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske infrastrukture, financiranih z javnimi sredstvi, je danes na nadaljevanju prve nujne seje obravnavala in tudi sprejela poročilo o poteku in ugotovitvah preiskave. Poleg splošnega dela poročilo zajema dve področji, ki jih je preiskovalna komisija v tem času uspela raziskati, in sicer kartelno dogovarjanje med izvajalci gradbenih del na avtocestnem križu Republike Slovenije ter dogovore o delitvi gradbenih del na predorih Trojane in Šentvid. Komisija pa se je seznanila tudi s problematiko umestitve v prostor hitre ceste Hajdina-Ormož. Temeljna značilnost izgradnje avtocestnega križa v Sloveniji so bili kartelni dogovori v postopkih kandidiranja na javnih razpisih za posamezna dela. Pri pridobitvi poslov pa so se pogodbene vrednosti za aneksi zviševali, in sicer na dva načina. Preko tako imenovanih spremenjenih okoliščin gradnje ali pa z povečanjem količin. Preiskovalna komisija je pred začetkom izvajanja dokaznega postopka s pričami imela daljše uvajalno obdobje iz razloga zbiranja in preučevanja dokaznega gradiva. Pridobila je indice o obstoju kartelnega sporazuma med izvajalci gradbenih del na avtocestnem križu, poimenovan tudi Zemonski sporazum, in pa z dokaznimi postopki pridobivala dokumentacijo, ki bi za obstoj ali vsebino takega sporazuma dokazovala javnosti, nekoliko kasneje pa še zabeležko sestanka o delitvi del za predora Šentvid in Trojane. Zemonski sporazum je pomemben stališča razumevanja razmerij med izvajalci gradbenih del, zabeležka sestanka glede delitve posla za predor Šentvid in Trojane pa pojasnjuje odnos nosilcev javnih pooblastil do glavnega izvajalca gradbenih del na avtocestnem programu, to je SCT, ter razmerje oziroma odgovornost med nosilci javnih funkcij do izvajalcev avtocestnega programa. Glede Zemonskega sporazuma je ugotovljena politična odgovornost bivšega nosilca javnih pooblastil, magistra Janeza Božiča, kot predsednika uprave Dars in kot nekdanjega ministra za promet v vladi Republike Slovenije. V funkciji predsednika uprave Dars je namreč s spremnim dopisom prijel Zemonski sporazum in kot predsednik uprave Darsa bi moral, glede na očitno kartelno vsebino sporazuma, ukrepati in obvestiti pristojne inštitucije, vendar tega ni storil. Zapisnik sestanka o predorih Šentvid in Trojane dokazuje odgovornost nosilcev javnih funkcij pri predhodnih dogovorih s ponudniki. Na sestankih so bili prisotni naslednji nosilci javnih pooblastil: Jože Brodnik, nekdanji predsednik uprave Darsa, magister Janez Božič, nekdanji predsednik uprave Darsa, in nekdanji vodja največje poslanske skupine LDS Anton Anderlič in nekdanji generalni sekretar vlade pod vodstvom LDS, gospod Mirko Bandelj. Vsebina zapisnika sestanka o predorih Šentvid in Trojane se nanaša na politično motiviran podpis pogodb. Zapisnikom sestanka o predorih Šentvid in Trojane so dokazane povezave v verigi naročnik, izvajalec in nosilec javnih pooblastil. Prav tako pa posameznik dokazuje vplivanje izvajalca SCT preko nosilcev javnih pooblastil in naročnika Dars DD na višino pridobljenih del konkurenčnih družb SCT. Obenem
Ta zapisnik dokazuje favoriziranje posameznega ponudnika, nadalje onemogočenje konkurence in politično dogovorjene posle. Ob tem naj povem, da so po mnenju preiskovalne komisije udeleženci sestanka kršili tudi določila Evropske investicijske banke, ki določajo, da informacije, ki zadevajo pregled, pojasnevanje, vrednotenje in primerjavo ponudb, ne bodo razkrite ponudnikom ali drugim osebam, ki jih ta proces ne zadeva pred obvestilom o oddaji javnega naročila. Glede problematike umestitve v prostor hitre ceste Hajdina-Ormož je preiskovalna komisija ugotovila, da so odgovorni na Ministrstvu za okolje in prostor in na Ministrstvu za promet samovoljno znižali rang ceste iz hitre ceste v glavno cesto s podzakonskim aktom, s čimer se je spremenila vsebina nacionalnega programa izgradnje avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji in ki ga je sprejel Državni zbor. Komisija tudi ugotavlja, da zaradi kartelnega sporazuma proračunski viri za izgradnje avtocestnega križa niso bili črpani racionalno. Najmanj od leta 1998 dalje je med izvajalci del nacionalnega programa izgradnje avtocest Republike Slovenije obstajal kartelni sporazum pod prevladujočo vlogo družbe SCT. Preiskovalna komisija je torej pri svojem delu pridobila in obravnavala dva verjetno najbolj pomembna dokumenta, ki na generalni ravni dokazujeta vse nepravilnosti v okviru izgradnje avtocest ter pri tem ugotovila konkretne odgovornosti posameznih nosilcev javnih pooblastil. Komisija svojega dela ni mogla končati v celoti, saj se je mandat Državnega zbora zaključil oziroma se bo zaključil z razpustom parlamenta, napovedanega za 21. oktober 2011. Še ta dva, ki bi povedal, sprejeta sta bila dva sklepa, in sicer prvi, zaključno poročilo preiskovalne komisije se pošlje Vrhovnemu državnemu tožilstvu, Računskemu sodišču in protikorupcijski komisiji s predlogom, da iz vsebine in ugotovitev preiskovalne komisije preveri morebitna kazniva dejanja ter sume oškodovanja premoženja države zaradi nezakonitih postopkov oddaje javnih naročil izvajalcem izgradnje avtocestnega programa Republike Slovenije. Ta prvi in drugi sklep je ta, da Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da zagotovi delovanje neodvisnih in strokovnih organov na področju zagotavljanja varstva konkurence.